tokrat v občinskem informatorju. Dan fakultete za strojništvo. Lednik odslej na čelu Alpskega smučarskega kluba Branik. JSKD Ruše obeležil 20 let. Pred stavbo kirurgije UKC Maribor postavili spomenik Ignaca Zemmelweisa. Na osnovni šoli Vuzenica tradicionalno božično-novoletni bazar. Folkloristi v Hotini vasi obeležili tradicionalni folklorni koncert. Obiskali smo znano mariborsko restavracijo. Lepo pozdravljeni. Fakulteta za strojništvo deluje kot znanstveno-raziskovalna in izobraževalna ustanova že več kot 5 desetletij. Vsako leto 26. novembra tako praznuje dan fakultete in se spominja na leto 1959, ko je bil sprejet zakon o ustanovitvi Višje tehniške šole v Mariboru. Ob dnevu fakultete podelijo priznanja zaposlenim, študentom in zunanjim organizacijam za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstveno-raziskovalnem, izobraževalnem, strokovnem, umetniškem in drugem delu, ki pomembneje prispevajo k razvoju fakultete za strojništvo. Za ta študij sem se odločila, ker sem že od malih nog pravzaprav kazala zanimanje za tehniko, za matematiko, fiziko, neke tehnične smeri. Vendar pa se mi je zdelo čisto strojništvo morda malce preveč tehnična smer zame. Zato sem v kombinaciji ekonomije oziroma poslovnih ved in pa strojništva videla res tisto pravo kombinacijo, ki mi je bila všeč. K temu študiju me je pritegnilo tudi to, da so na informativnih dnevih predstavili številne možnosti za sodelovanje z industrijo. Torej področje trenutno, na katero delam, so materiali za uporabni v stomatologiji, v zobozdravstvu. To so membrane za vodeno tkivno regeneracijo, ki bi pomagali prebivalstvom, ki ima težave z parodontalno boleznijo. To so neki, bi rekla, začetni pozitivni rezultati, ki seveda rabijo, kot sem rekla, več financ, da bi se šlo v nadaljnjo klinično raziskavo, ki je potrebna, da bi material sploh šel naprej, ne. Vedno intenzivnejše sodelovanje z gospodarstvom zahteva ustrezno znanstveno-raziskovalno usmerjenost fakultete, ker se dosežki raziskav vedno bolj prenašajo v različne veje slovenske strojne, kovinsko-predelovalne in tekstilne industrije. Zdaj bom tako rekel, mi smo že skozi, odkar fakulteta obstaja, v bistvu strojništvo se ne da študirati brez nekih praktičnih znanj, ampak zdaj je v bistvu dozrel nek čas po tej krizi, ko je v bistvu dejansko obojestranski interes. Mi tega ne moremo početi, če podjetja za nas nimajo ali interesa, ali jih ni, ko je vse šlo recimo v stečaj, ali pa v bistvu imajo dovolj svojega dela, da se s tem nimajo ukvarjati. Zdaj pa smo prišli v neko situacijo, ko dejansko obstaja obojestranski interes, oni rabijo kader, kadra ni, rabijo dober kader, mi pa rabimo to sodelavo zato, da lahko dejansko kvalitetno upravljamo svoj študijski proces, in zdaj je to mogoče bolj izpostavljeno, kot je bilo pa včasih. Fakulteta izobražuje redne in izredne študente na dodiplomskih in magistrskih študijskih programih strojništvo, gospodarsko inženirstvo, mehatronika, tehniško varstvo okolja, tehnologije tekstilnega oblikovanja ter inženirsko oblikovanje izdelkov. Gre za panoge, ki so močno vpete v naše vsakdanje življenje, kar prepoznavajo tudi na mariborski občini. Ja, mi na splošno iščemo inženirsko znanje na univerzi, tako da je dosti projektov povezanih s tem. Konec koncev inženirsko znanje je temelj za razvoj novih industrij in razvoj novih industrij je pa ena od razvojnih priložnosti mesta. Sedaj recimo Magna ni zastonj prišla v Maribor ne samo zaradi bližine Gradca, ampak tudi zaradi močnega inženirskega znanja, ki ga Mariborska univerza je sposobna ustvariti. Fakulteta za strojništvo je s svojim znanstveno-raziskovalnim delom znatno prispevala k svetovni zakladnici znanj in je tudi tukaj ena izmed najbolj uspešnih članic Univerze v Mariboru. Po nekaj manj kot 5 letih se s položaja predsednika Alpskega smučarskega kluba Branik predčasno poslavlja Boštjan Tancer. Predčasni odhod je utemeljil z osebnimi in poslovnimi razlogi. Na izredni skupščini Alpskega smučarskega kluba Branik je tako kot novi predsednik soglasno postal Gregor Lednik.
Alpski smučarski klub bo tako z jutrišnjim dnem dobil novega predsednika. To bo postal gospod Gregor Lednik. Gospod Lednik, kako komentirate dejstvo, da vas je upravni odbor predlagal in skupščina soglasno sprejela oziroma potrdila za novega predsednika Alpskega smučarskega kluba Branik? Torej, jaz sem najprej zelo vesel, da je upravni odbor v meni prepoznal nek potencial, z katerim lahko bistveno nadaljuje zelo uspešno zgodbo, ki so jo moji predhodniki začeli in tudi bistveno nekako z jutrišnjim dnem Boštjan Tancer končuje svoj mandat. Vsi si skupaj želimo bistveno nadaljevati to zgodbo, ki so jo začrtali, pa bomo hkrati dodali tudi nekatere novosti, nekatere malenkost drugačne aspekte in pa bistveno to blagovno znamko oziroma športno znamko ASK Branik želimo dvigniti na najvišji možen nivo, da postane praktično edina in prva izbira v tekmovalnem športu, v organizaciji prireditev v regiji in pa tudi širom po Sloveniji. No, dejali ste oziroma omenili ste novosti, lahko bolj konkretno o teh novostih, kakšna je vaša vizija oziroma kakšne bodo te novosti? Mi imamo sedaj v našem ASK Braniku imamo bistveno 3 produkte oziroma 3 stvari. To so predvsem se posvečamo tekmovalnemu športu, na drugi strani se posvečamo smučarski šoli in pa na tretji strani potem bistveno organizacija prireditev, kjer je seveda naš paradni konj oziroma največja prireditev Zlata lisica, sledi Lidl Fox, potem sledijo bistveno FIS tekmovanja in pa regijska ter državna tekmovanja, na katerih se kalijo naši najmlajši in pa tudi naši športni delavci, ki bistveno potem napredujejo v teh organizatorjih, soorganizatorjih in pa drugih funkcijah po lestvici navzgor. In seveda novosti so tukaj to, da želimo predvsem v naslednjih 2 letih izboljšati oziroma še povečati vpis v Alpsko šolo smučanja in pa seveda potem prepoznati potencial teh otrok, ki so v Alpski šoli smučanja, da jih lahko bistveno potem treniramo in da jih imamo v alpskem tekmovalnem športu in seveda si želimo, da v naslednji olimpijski sezoni tudi vsaj en smučar prihaja iz te generacije Alpskega smučarskega kluba Branik, ki je sedaj na terenu. No, sicer pa ste zaposleni pri zavarovalnici Sava, tam ste direktor na področju tržnega komuniciranja, pa me zanima, ali lahko prav zaradi tega dejstva pričakujemo tesnejše sodelovanje zavarovalnice Sava in Alpskega smučarskega kluba Branik? Torej, zaradi tega dejstva ne, je pa dejstvo, da je zavarovalnica Sava, že prej zavarovalnica Maribor, močno vpeta v delovanje Alpskega smučarskega kluba Branik. Smo generalni pokrovitelj Zlate lisice in smo tudi eden izmed močnejših pokroviteljev oziroma sponzorjev Alpskega smučarskega kluba Branik in tako da mislim, da lahko te potenciale, ki jih imamo, bistveno vsi, tako podjetja v Mariboru in izven Maribora in širši regiji, ter Alpski smučarski klub Branik zelo dobro izkoristimo. Najlepša hvala. Tako, zdaj pravzaprav čakamo samo še na sneg, da bo lahko novi direktor Alpskega smučarskega kluba, novi predsednik Alpskega smučarskega kluba Gregor Lednik uresničil vse zadane cilje. V JSKD Ruše so minulo nedeljo obeležili 20 let delovanja. V Domu kulture Ruše so slovesno proslavili 20 leti delovanja, dogodek pa so poimenovali Parada izbranih, na kateri so se predstavile skupine, ki so v letu 2018 na revijah v organizaciji JSKD dosegle regijski nivo. Nastopajoči so na odru zaigrali, zaplesali in zapeli. Zbrane pa je nagovoril državni sekretar na Ministrstvu za kulturo, ki je izpostavil pomen ljubiteljskih organizacij, ki skrbijo in soustvarjajo kulturo. Pri tem pa ima pomembno vlogo tudi Javni sklad Republike Slovenije za kulturo. Sklad danes zajema vse segmente in zvrsti društvene kulturne ustvarjalnosti, stremi k nenehnemu dvigovanju kakovosti ljubiteljske kulture in hkrati prispeva k družbeni vključenosti vseh, še posebno ranljivih družbenih skupin. Slovesnost pa je zaznamovala tudi razstava ob 20. obletnici. V dvorani pa smo se lahko nasmejali skeču, ki so ga pripravili člani gledališke skupine kulturno-umetniškega društva Franjo Sornik Smolnik. Pa to
ni normalno. Glej, mislim, pa toti ljudi so totalno brez okusa. Jaz pa toliko denarja noter v toti moj vrt zabila. Ja, pa še pri sestri sem si 2 koriti rož sposodila. Pa to ni res, mislim, pa kam te toti ljudi gledajo? Pa to so čisto brez pameti. Dobar dan. Dobar dan. Gospod, ste vi naročili rože? Ja, pa kakaj rože, ne rabim več nobenih rož zamudili. Ste pravi, sad bi mogli priti, pa zaradi mene glako poknete, glikam čete. Idite se solit, mislim, pa zdaj neki novi prej. V JSKD Ruše tako že 20 let zapored skrbijo za ljubiteljsko kulturo v kraju, ki jo s svojimi aktivnostmi spodbujajo in nagrajujejo. Ob 200. obletnici rojstva zdravnika, humanista in znanstvenika madžarskega rodu Ignaca Semmelweisa so v parku pred stolpnico klinike za kirurgijo UKC Maribor slovesno odkrili njegov kip. Poklonila ga Univerza Semmelweis iz Budimpešte, prvenstveno visokošolski ustanovi Alma Mater Europaea, ki je na to kip podarila Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor. Kip, ki je delo madžarskega kiparja Ivana Pavlikovića, je prevzel direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis. V imenu Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru se moramo najprej zahvaliti Republiki Madžarski, njeni ekscelenci veleposlanici v Sloveniji, za darilo. Gre za doprsni kip Ignacija Semmelweisa. Številni ga ne poznajo, tisti, ki ga poznajo, pa vedo, da gre za očeta antisepse, vedo, da gre za enega izmed očetov sodobne, na dokazih podkrepljene medicine. In prav zaradi tega, ker gre za klinični center, ker gre za fakulteto, ki je tukaj, je prav, da oče sodobne medicine, z dokazi podkrepljene medicine, dobi svoj kip seveda tudi tukaj v Mariboru, v Univerzitetnem kliničnem centru. Doprsni kip doktorja Ignacija Semmelweisa je madžarska univerza Semmelweis pravzaprav podarila visokošolski ustanovi Alma Mater Europaea, ki je skupaj z univerzo organizirala znanstveno konferenco posvečeno Ignacu Semmelweisu. Alma Mater Europaea pa je na to kip podarila Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor. Madžarska univerza Semmelweis je spomenik poklonila Alma Mater Europaea. Alma Mater Europaea pa ima glavno učno bazo v Univerzitetnem kliničnem centru, zato smo predlagali postavitev spomenika tukaj v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Da ob 200-letnici Univerza Semmelweis iz Budimpešte podarja doprsne kipe Ignaca Semmelweisa, obstaja prav poseben razlog. When I have been elected as a president of the Semmelweis Memorial Committee for his 200th birthday, I was thinking, what should I do? And we did a lot. But one of the major tasks was to share this kind of experience and message for the next generation all over the world. So finally, I decided to erect statues, because that's a bronze statue. I hope that it will stand here for the next hundreds or 1,000 years and send the message for the future. Univerza Semmelweis je sicer ključni partner v razvoju zdravstvenih programov v okviru Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu ter pri prizadevanjih visokošolske ustanove Alma Mater Europaea za razvoj zdravstvenih in socialnih programov v Sloveniji in širše. Učenci in učitelji na osnovni šoli Vuzenica so minuli četrtek pripravili božično-novoletni bazar. S kratkim kulturnim programom so učenci, njihovi starši, babice, dedki in prijatelji stopili v praznični svet pričakovanj, dobrih želja in drobnih pozornosti. Adventni venčki, svečniki, vaze, okraski in še bi lahko naštevali v ponudbi božično-novoletnega bazarja, ki so ga pripravili osnovnošolci z namenom, da tudi sami nekaj prispevajo v teh prazničnih dneh. Zbiramo pač za nas otroke, da bomo lažje šli naprimer v kino ali pa v gledališče, ko vsako leto gremo. Pripravili smo ročna dela iz vseh razredov, ki so otroci sami ustvarjali. Uporabili so tudi svojo domišljijo, karkoli smo mi hoteli, smo lahko naredili. Kaj se ti zdi en takšen bazar pomemben? Mogoče se mi zdi pomembno zaradi tega, da se ljudje tudi malo spomnejo, da so tudi ročni izdelki malo bolj cenjeni kot kupljeni.
in da tudi otroci lahko, da so ponosni na svoje delo, kaj naredijo. Gre se za leto, pa za vse izlete v to. Izdelke so večinoma nakupovali starši in stari starši. Pravijo, da so jim izdelki narejeni izpod otroških rok še toliko bolj pri srcu. Sama izdelava teh stvari, teh prazničnih, tu je tisto ta pravo, ne tisto pol, kaj dobiš, to, kar izdelaš, kar čutiš, to je tisto. Tradicijo božično-novoletnega bazarja na osnovni šoli Vuzenica gojijo že več let. Izkupiček bazarja pa namenijo v šolski sklad. Šolski sklad je v bistvu sklad na šoli, kjer se zbira denar ne samo iz takšnih prireditev, ampak tudi iz donacij staršev, iz donacij drugih privatnih firm. In potem se ta denar dejansko porabi za šole v naravi, kjer se donira določen znesek za vse, določen znesek za tiste socialno šibkejše, nakupi se tudi kakšna oprema, ki si jo drugače ne bi mogli privoščiti. Bazar pa nosi tudi globlje sporočilo. Narediti nekaj dobrega in s tem pomagati tistim, ki nimajo. Saj veste, naj šteje iskren namen. V Kulturnem centru Hotinja vas so minulo soboto priredili folklorni koncert. Domače in gostujoče folklorne skupine so skozi ples, pesem in glasbo priredile pravi večer veselja, ob tem pa so obudili ljudsko izročilo. Vsako leto na folklorni koncert povabijo goste, ki jim prikažejo svoje plese in pesmi. Tokrat so poleg domačinov nastopili folkloristi in pevci iz Jurovskega Dola in Ptuja. S tem ohranjamo plese, pesmi, običaje. Prihaja do druženja, medsebojnega spoznavanja, navezovanja stikov in pa, kot velikokrat rečem, na revija folklornih skupin smo zelo napeti. Tam je le ena tekmovalnost, tu pride sproščenost, malo veselja. Na ta način se folkloristi Kulturnega društva Hotinja vas trudijo ohraniti ljudsko izročilo, ob tem pa srečanje namenijo tudi druženju in veselju. Folklor je del našega izročila in prav je, da to obujemo in vsako leto povabimo nove goste, ki nam prikažejo spet nove splete. Vsako srečanje pa pomeni tudi priložnost za druženje in spletanje novih vezi prijateljstva. Tak jasno sem velik, če to je Boga, od nje mi lepše ni. Sedaj pa še v eno dokaj novo mariborsko zgodbo, ta je s področja gostinstva. Obiskali smo mariborsko restavracijo Meeting. Beseda Meeting je skovana iz 3 angleških besed, združuje pa poudarke ponudbe restavracije. Eat jesti, meet meso in meeting srečanje. Poglejmo. Nahajamo se v pubu in restavraciji Meeting, kjer klepetamo o tem, kako se je ta zgodba sploh začela, seveda z že izkušenim podjetnikom na tem področju. Gospod Aleš, ste kar razložili, kako je sploh ta zadeva nastala, od kje ideja? Ideja za samo restauracijo v tem stilu, kot je zdaj nastala, torej Meeting z ponudbo burgerjev, steakov, Philly cheesesteak, ki smo ga mi recimo pripeljali zdaj v Maribor. Prej se je pojavilo mogoče na kakem street foodu, ni pa bil nekaj tak vsakodnevno dostopen, sem že imel dalj časa željo. Zdaj pač želja, ideja je eno, morajo se pa pol različne stvari poklopiti, mora biti lokacija, mora biti neka priložnost, vse skupaj, razne stvari se morajo poklopiti, da pol priješ do tega. In pol smo začeli, evo. In se poigrali s to besedno zvezo, ne? Meeting, ja. Meeting sam skriva v bistvu 3 besede, ki so poglavitni del oziroma neko bistvo naše restauracije. Angleška beseda meat kot meso, eat kot jesti in meeting fonetično, torej srečanje, kar je v bistvu point, da se družiš s prijatelji ob dobri hrani in pijači. Mogoče omenimo lokacijo, za tiste, ki še ne vejo. Ja, nahajamo se na Mlinski ulici 2, torej v Mariboru, nasproti avtobusne postaje, tako da vabljeni.
Super. So pa izkušnje že odprej, ne? Že kar nekaj let na tem področju gostinstva. Ravno zdaj, 30. novembra, v petek, bo Fuego praznoval 9. obletnico, že 9., če se lahko tako izrazim. Ja, vse najboljše, ne? Ja, hvala. Tam smo v bistvu začeli pred 9 leti, je bila neka čista taka ideja, jaz smo neko idejo tam, da bi naredili en lokal v tisti ulici, ko je bil bivši Bongos takrat zaprt. Sam takrat nismo niti finančnih sredstev, niti znanja z tega področja. Jaz sem predtem vrtel glasbo v Trastu in po drugih mariborskih klubih. In sem takrat pol šel do takratnega šefa, danes prijatelja in partnera poslovnega Nebojše Vukotiča. Smo predstavili idejo, zanimala ga je, ni se točno mogel odločiti, potem smo malo se pogovarjala in smo se pol odločila, da ja. Ponudila smo sodelovanje tudi Mariju Mustru, ki je bil mojster koktejlov, še danes, nekateri ga danes poznajo po tatujih. In smo v bistvu skupaj smo se nekako tako dobili, nekako posrečena zgodba se mi zdi, ki zdaj že traja 9 let, ne, torej Nešatovo znanje marketinga in poslovanja, ne. Jaz sem bil v tistem času, torej skrbel za glasbo in pa Marijo za šank in osebje, ne, in smo takrat predstavili neko to latino zgodbo, ki je takrat ravno začela prihajati, ne, za tistimi prvimi hiti Pitbulla, ne, in zdaj pa po 9 letih tako vemo, ne, da je španska latino glasba, ne, že kar v svetu zelo priljubljena, ne. Tako kot v glasbi je treba spremljati trende tudi v gostinstvu, ne? Kako vam to uspeva? Ja, absolutno. Zdaj, dosti zdaj lahko to spremljati na internetu, če imaš tisti neki feeling, zdaj, kaj lahko preneseš tudi v Slovenijo, ne? Ker zdaj vsega, kar je v tujini, ne? Tudi zaradi nekih specifik okusov, tukaj lokalnih, ne moreš vsega prenesti, ne? Spremljaš malo trende v svetu, imaš neke svoje ideje, seveda pa brez dobrih sodelavcev nič ne moreš, ne? Jaz sam sem nič, ne? Če nimam dobrih sodelavcev zaposlenih, ki prispevajo in svoje ideje in svojo kreativnost, da skupaj potem ustvarjamo neko zgodbo, ne? Če še bi na koncu mogoče povzeli, ker imate res izkušnjo iz čistega faksa priti potem na eno svojo podjetniško pot. Jaz sem hodil na EPF v Mariboru, diplomiral tam iz smeri podjetništva ravno. Jaz sem že od malega, od najstniških let sem jaz želel v bistvu ustvarjati, hoditi po lastni poti, če se tako izrazim. Takrat se mi je ta priložnost ponudila in takrat sem imel priliko ta teoretični del, te osnove, v bistvu, ki ti jih da faks, nekako v teorijo pretopiti, ne. Moram reči, da če bi se še enkrat odločil, bi šel isti študij, isto smer, ker mi je dala tisto neko osnovo, ki ti je pol podlaga, da mogoče narediš manj napak kot drugače, ne, ker podjetništvo zdaj ni sestavljeno samo iz uspehov, ne, ampak iz tudi ogromno napak, ki jih delaš, se iz njih učiš, probaš jih sicer minimizirati, ne. Upaš, da ni katera usodna, ne, ampak ravno to ti da pol faks, ne, da znaš neke stvari mogoče z nekega drugega zornega kota pogledati, mogoče kakšen drugačen izračun narediti, drugačen pogled, ne. Super. Hvala lepa za to zanimivo predstavitev. Še enkrat vse najboljše za rojstni dan Fuegota in pa veliko uspeha še v tej restauraciji Meeting. Hvala za obisk. Hvala. Preverjamo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. To soboto, 1. decembra, bodo v športnem parku Ruše odprli sezono drsanja. V Bistrici ob Dravi pa ob 18. prirejajo kulturni večer, ki so ga poimenovali Krog prijateljstva. To nedeljo bomo na adventnem venčku prižgali prvo svečko. V ta namen bodo v Hočah pri oglasni tabli TD Reka Pohorje blagoslovili adventni venec in prižgali prvo svečko. Praznične luči pa bodo prižgali to nedeljo na Muti in tako zakorakali v veseli december.
Prižig lučk s kulturnim programom bo pred občino ob 17. Toliko za danes. Imejte se lepo in želim vam lep konec tedna. Nasvidenje.